Kaj morate storiti pred odhodom v tujino? Katero zavarovanje izbrati? Kako ravnati, če se vam v tujini res kaj zgodi? Vse o zavarovanjih za tujino. Začnimo na začetku. Kaj sploh je Evropska kartica zavarovanja in kako nam lahko koristi? Evropska kartica, zdaj če zelo poenostavimo, krije samo storitve, ki nastanejo v javnih ustanovah, se pravi javnih zdravstvenih ustanovah, ne krije zasebnikov. Poleg tega Evropska kartica tudi ne krije prevoza nazaj v domovino v primeru težje poškodbe ali pa težje bolezni. To so ponavadi tudi najvišji stroški pri tovrstnih zavarovanjih. Poleg tega pa Evropska kartica nima, bomo rekli, asistence. Se pravi, ko je nekdo v tujini, rabi pomoč, ne ve, na koga se obrniti, ne ve, kje je zdravnik, rabi prevoz, skratka karkoli, je tam v bistvu prepuščen sam v sebi. Zobobol je med pogostejšimi razlogi za obisk specialista na počitnicah. Če imate le Evropsko kartico zavarovanja, boste v tem primeru samoplačniki. Na Hrvaškem pa boste morali doplačati tudi za hospitalizacijo. Ravno zobozdravstvene storitve so v okviru te Evropske zdravstvene kartice izredno omejene oziroma izredno ozko krite. Namreč zavedati se moramo, da po Evropski zdravstveni kartici imamo res tiste najbolj nujne primere, zobozdravstvene storitve so običajno izvzete iz tega. Tako da smo v teh primerih, največjih primerih smo tu samoplačnik. Poleg tega pa tudi za samo hospitalizacijo, če je oseba hospitalizirana, kljub Evropski kartici je potrebna participacija na Hrvaškem. Ta participacija zdaj mislim, da znaša tam nekje do 2000 kun, če se ne motim, je pa zdaj odvisna od tega, je to intenzivna njega, skratka karkoli je. Ampak če ste hospitalizirani, boste nekaj mogli doplačati, temu se reče participacija, kljub temu, da imate Evropsko kartico. Evropsko kartico zavarovanja je tako, sploh če se odpravljate v bolj oddaljene kraje, priporočljivo kombinirati s komercialnimi zavarovanji za tujino. Paziti je treba, da izberemo res pravo zavarovanje, tisto, kar potrebujemo. Kar pomeni, najprej poglejmo doma, kaj imamo že sklenjeno oziroma kaj imamo že krito v okviru obstoječih polic. Drugo, razmislimo, kam potujemo, s kakšnimi tveganji se bomo v bistvu tam srečevali. Ali res potujemo samo enkrat, ali bomo potovali večkrat na leto, kam bomo približno potovali in kaj bomo delali v tujini. Ko imamo to v glavi v bistvu razmišljeno, potem samo ustrezno zavarovanje izberemo. Predvsem bi apelirala na to, da izberemo zavarovanje z ustreznim zavarovalnim kritjem. To se pravi, da ne rečemo, da gremo na potovanje v Ameriko, pa izberemo osnovno zavarovanje, kar smo absolutno premalo izbrali, ali pa ne vem, rečemo, se bomo nahajali zgolj v sosednji Hrvaški in nekamo drugam pa izberemo neka zelo visoka kritja, ki verjetno nam ne bodo prišla v poštev. Predvsem z tega vidika je treba paziti. Večina zavarovalnic za zavarovanje za tujino ponuja 24-urno asistenco. Vendar pozor, to ni urgentna služba. Navadno zavarovalnice ponujajo 24-urni asistenčni center, se pravi 24/7, kamor nekdo lahko pokliče. Nasvet je sicer tak, če je kaj manjšega, ni nujno, da se kliče za vsako stvar. Stranka lahko stopi do zdravnika, kateregakoli, javni, zasebni, plača, shrani račune in izvide in se potem, ko se vrne v Slovenijo, obrne za refundacijo. Tako je ponovadi tudi najhitrejši. Če so pa kakršnekoli komplikacije, ali da stranka ne ve, kje je zdravnik, nima prevoza do zdravnika, ali so stroški višji, celo kakšna hospitalizacija, takrat morajo pa čim prej poklicati, povejo, kje so, kakšne težave imajo in se potem asistenčni center poveže direktno z zdravnikom oziroma s partnerji in potem rešuje zadeve. Predvsem je pa ena stvar zelo pomembna, če je urgenca, ljudje dostikrat zmotno mislijo, tudi nam se je to dostikrat že zgodilo, se pravi urgenca in ljudje kličejo nas. To je napačno. Vi tudi v Sloveniji, če imate prometno nesrečo, pa da je karkoli hujšega, ne boste klicali zavarovalnice, ampak boste klicali reševalno službo, policijo, nekaj v tem smislu. In ravno tako je v tujini. Če je urgenca, če je zadeva nujna, kličite lokalno reševalno službo. Zato pa svetujemo vsakemu, ki potuje v tujino, da se predhodno pozanima tudi o vseh urgentnih številkah lokalnih reševalnih služb. Turistično zavarovanje sicer vsebujejo še druge zavarovanja, ne le zdravstveno. Zadnja leta, tako kot ste rekli, se pojavlja tudi ta besedna zveza turistična zavarovanja. To so ponovadi bolj paketna zavarovanja, ki poleg teh kritij, ki so vezana na zdravje, krijejo tudi ostale, bomo rekli, zadeve, se pravi nevšečnosti, ki se potnikom v tujino lahko primerijo. Recimo od izgube kraja prtljage do preklica leta, izgube osebnih dokumentov, pravne pomoči in tako naprej. Pri sklepanju tovrstnih zavarovanj pa bodite pozorni predvsem na časovne omejitve ter višino kritja. Predvsem je treba paziti na razne omejitve. Zdaj, vsako zavarovanje ima neko zavarovalno vsoto. Zavarovalno kritje, to je zgornji znesek, do katerega zavarovalnica krije stroške.
Stranke morajo biti tukaj zelo pozorne, ker imajo določene, ali pa bom rekel, večina zavarovalnic ima ta kritja razdelana. Se pravi, oni imajo zavarovalno vsoto, zdaj bom na pamet rekel 10 000 evrov, od tega za prevoz samo 2 000 evrov. Ne? Je pa tako, kot sem prej že rekel, ta prevoz je vedno najvišja postavka. Treba je še nekaj vedeti, vsa ta komercialna zavarovanja načeloma krijejo samo novo nastale bolezni in poškodbe. Razne kronične bolezni oziroma akutna poslabšanja kroničnih bolezni so krita samo do določenega minimalnega zneska, pa še to ne pri vseh. Mogoče ne smemo pozabiti pogledati, kaj je izključeno iz kriti tovrstnih zavarovanj, predvsem v tem zdravstvenem delu, to se pravi v delu pokrivanja stroškov zdravljenja, in pa seveda, koliko časa velja to zavarovanje, ne? Kdaj pomeni prekinitev zavarovanja oziroma kdaj zavarovalno jamstvo ugasne. Pozor, zavarovanje za tujino ne potrebujete le takrat, ko greste na dopust. Vsako prečkanje meje je izhod v tujino. Še vedno imamo v glavi v bistvu to percepcijo, da zavarovanje za tujine sklenemo, ko gremo na dopust ali pa ko gremo na potovanje. Še vedno nam res ni nekako v zavesti, da tudi tako, kot ste omenili, pogledati sorodnike, ne vem, nakupovanje, ne vem, dvodnevni izlet, recimo v sosednjo državo. Tega še morda res se ne zavedamo, da je to tudi tujina. Čeprav moram tako reči, v zimski sezoni, ko je smučanje, to se pravi, ko so te zimske aktivnosti in tudi, ko so enodnevne razne smučarske izhodi, se ljudi bolj zavedajo. Mogoče iz tega tveganja, da smučanje je bolj tvegano kot pa recimo, ne vem, nek šoping.